Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Pozdravljam pred mikrofonom dr. Damirja Globočnika, kritika, muzealca, fotografa, umetnostnega zgodovinarja. Dober dan. Dober dan. Ste avtor razstave, ki je v Kranjski mestni hiši, razstave izbranih slik Leopolda Lajerja. No, na razstavi predstavljamo dela Leopolda Lajerja in pa Lajerjeve slikarske delavnice, ki se nahajajo v naši muzejski zbirki. Lansko leto smo praznovali 70-letnico, skratka, mislim, da že od ustanovitve dalje, to se pravi tudi naši predhodniki so dajali poseben poudarek tudi na zbiranju del kranjskega poznobaročnega slikarja Leopolda Lajerja in njegove delavnice. Namreč gre za zelo pomembnega predstavnika našega baročnega slikarstva in verjamem, da ga poslušalci vašega radia poznajo kot avtorje najbolj znane Marijine upodobitve na Slovenskem. Leopold Lajer je naslikal Marijo Pomagaj v Marijini kapeli v romarski cerkvi na Brezjah. Gre za izbrana njegova dela. Kako ste naredili ta izbor? No, izbrana dela, to je zdaj kar en presežek, ne. Najpomembnejša ali pa izbrana dela Leopolda Lajerja se pač nahajajo na tistih mestih, za katere so bile ustvarjene. To so oltarji po cerkvah, v bistvu v Kranju najpomembnejši hranitelj Lajerjevih del je župnijski urad Kranj. V Gorenjskem muzeju pa hranimo dela, ki so prišla v muzej na različne načine, ne. Nekatere, recimo banderske slike, ki so pogosto v uporabi, ne, se potem tudi malce poškodujejo, barva odstopa in jih v cerkvah zamenjajo. Včasih platno začne propadati, ne. Skratka, v cerkvah nadomestijo ta dela z novimi, nekatera pa pridejo v muzej in potem jih je muzejski restavrator Boris Sajovic obnavljal, ne. Nekaj slik smo uspeli odkupiti, včasih pa nas preseneti tudi kakšna, donacija. Vrednost te razstave, povabilo, da si to razstavo ogledamo, ker dostikrat to ostane bolj za petičneže, bolj za tiste poznavalce, ampak si želimo, da bi širša javnost prepoznala to lepoto in dragocenost umetniških del Leopolda Lajerja. Leopold Lajer je, oziroma njegova slikarska delavnica, če smo iskreni, moramo res govoriti o Lajerjevi slikarski delavnici. Leopold Lajer je pa nekak sinonim za to delavnico, namreč samo zato, ker se je edini od slikarjev, dva brata sta bila tudi, ki sta slikala, ne, na slike podpisoval občasno. Tako da Leopoldu Lajerju lahko sledimo, drugim, bratom pa ne. Potem, če so iskreno, je treba povedati, delavnico je vodil samo 20 let. Prej je pa skoraj 40 let slikal pod, vodstvom, nadzorstvom svojega očeta, ki je bil tudi slikar, od slikarja je bil tudi ded, ne. In potem za njim Lajer je bil posinovnec Leopolda Lajerja, ne, ki si je pač pisal Jožef Egartner, skratka, skoraj 5 generacij slikarskih Lajerjev imamo v Kranju. Njihova dela so bila priljubljena. Ne samo, da so pač cerkve naročale slike za oltarje, križeve pote, banderske slike, ne. Lajer je deloval tam konec 18. stoletja in začetku 19. stoletja in je bil, mislim, da med prvimi domačimi slikarji, ki je pač množično slikal tudi slike za meščanske naročnike, za bogatejše kmete. Duhovnik in pa umetnostni zgodovinar Viktor Steska, ki je bil eden prvih, ki je pisal o Leopoldu Lajerju leta 1914, mislim, v tem članku je napisal, da tam konec 19. stoletja v Kranju ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli vsaj nekaj Lajerjevih slik, ne. No, če smo glih pri preučevanju Lajerjevega opusa, je pa pač treba povedati, najboljša poznavalka Leopolda Lajerja je bila umetnostna zgodovinarka dr. Anica Cevc, ki jo seveda vsi poznamo kot dolgoletno direktorico Narodne galerije. No, na naši razstavi je na ogled slaba polovica vseh del, ki jih lahko, poistovetimo z Leopoldom Lajerjem in pa z njegovo delavnico v času Lajerjevega življenja, ne. Seveda potem so bili pa tudi nasledniki, učenci in pa drugi. Imamo nekaj prav zanimivih del, recimo omeniti treba, da mi hranimo edini ostanek, velike oltarne slike z motivom svetega Tilna ali Egidija v cerkvi
posvečeni temu svetniku v Zgornji Besnici, ki je leta 1955 pogorela, požar ne bi bil podtaknjen, skratka, oltar je bil uničen, kar je ostalo od slike, je pa prišlo v muzej in naš restavrator je pač to restavriral in rešil. Od 3 metre visoke slike sta ostala samo 2 angela, skratka, svetniške podobe pa ni več. Potem hranimo tudi eno zelo zanimivo sliko, ki se imenuje Priprošniki duš v vicah, ne, to je oltarna slika, v kateri je predstavljena rožnvenska Marija pod Jezuščkom, ki ponujata rožni menc diakonoma svetemu Štefanu in Lovrencu, pod njima je pa še Kristus. To so pač priprošniki, ki molijo za duše v vicah, ki so upodobljene na spodnjem delu kompozicije. Tukaj tudi lahko povem, umetnostna zgodovinarka dr. Ana Lavrič je pa ugotovila, ne, da ta slika, ki je prišla v muzej, res zelo poškodovana, spodnji del platna je sploh zginil, ga ni bilo več, ne. Ena od slik, ki je bila nekoč v kranjski župni cerkvi, na stranskem oltarju seveda. Nas popeljete po razstavi, ko si jo bomo ogledovali. Vsaka slika ima verjetno neko pripoved ozadje. To lahko dodate? No, kdorkoli si bo ogledal to razstavo, bo dejansko lahko sledil, bi rekel, razvoju ustvarjalne poti Leopolda Lajerja. Dodali smo tudi en velik pano, na katerem so predstavljene tudi tiste slike, za katere zanesljivo vemo, da so njegovo delo. Skratka, tiste, ki jih je Lajer sam podpisal, ker smo v Kranju, ne, smo predstavili tudi nekaj najpomembnejših Lajerjevih del, ki jih hrani župnijski urad Kranj. Zanimivo je pač Leopold Lajer v tem prvem svojem ustvarjalnem obdobju ni obiskoval nobene akademije, nikoli ni potoval iz Kranja, izobrazil se kar v očetovi delavnici, potem pa slikal pod očetovimi napotki in s pomočjo risarskih grafičnih predlog, na katerih so predstavljene recimo druge baročne slike, recimo italijanskih slikarjev, malce prerisoval, malce pregledoval po svoje, zgledoval se je po očetu, po starejših slovenskih baročnih slikarjih, Valentinu Mencingerju, nekaj po Francu Jelovšku. Potem pa na začetku 80. let 18. stoletja je pa opazil v slovenskih cerkvah slike avstrijskega slikarja Johana Martina Kremser-Schmidta. To je bil takrat najznamenitejši slikar, baročni slikar v olju, ki ni bil tukaj, ampak deloval je v Kremsu. Pri njemu so naročili nekaj kompozicij za oltarje, 7 jih je v samostanski cerkvi v Velesovem, 5 v cerkvi na Gornjem Gradu na Štajerskem, ne, 1 v Kranju pa v Ljubljani, in je pač prerisoval in se začel zgledovati po Kremser-Schmidtu, in to se zelo dobro vidi tudi na naši razstavi, ker nenadoma barve ratajo bolj živahne, začne prevladovati en tak zlat rjavkast okrasti ton, ki ga je Lajer dobesedno prevzel po Kremser-Schmidtu. Edini ostanek velike oltarne slike, ki je bila nekoč v glavnem oltarju, tudi to je naslikal Leopold Lajer, tam konec 18. stoletja, recimo okrog leta 1895, in so jo postavili v kranjski glavni oltar in čez 15 let, leta 1811, je pa tudi to sliko uničil požar, ne, ampak edini ostanek je ena majhna drobna skica Lajerjeva, ne, osnutek za to sliko, ki je danes v zbirkah Narodne galerije, visi na, mislim, da protokolarnem objektu Strmol, ne. Edini ostanek je ta skica, ki je tako kvalitetno naslikana, da so jo strokovnjaki, je Lajerjeva, ker pač Kremser-Schmidt ni slikal za kranjsko cerkev, so jo pa pripisovali kar Kremser-Schmidtu. Ko vas poslušam, je povsem drugače potem stati pred slikami z vsem